Lep dober večer, dobrodošli in dobrodošli v Kinoteki, kjer nadaljujemo do 8. maja z retrospektivo Pasolini 100, posvečeno stoletnici rojstva velikega Pier Paola Pasolinija. Da ne bom dolgovezil, kajti čaka nas uvod gosta, gledamo film Medea iz leta 1969 z veliko operno divo Marijo Callas v glavni vlogi in tudi edini filmski vlogi. Uvodni nagovor oziroma predavanje oziroma uvod v film bo naredil Miklavž Komelj, pesnik, prevajalec in umetnostni zgodovinar, ki je med drugim prevedel tudi Svinjak, manifest za novo gledališče, knjigo posvečeno torej Svinjak, gledališka igra Pasolinijeva, potem pa še dodatno je šla knjiga s poezijami pri Ludu Šerpa že pred leti. Ne? Tako da prepuščam ti mesto, hvala Miklavž za uvod. Lepo pozdravljeni. V tem filmu bomo videli svet, ki bi ga lahko povezali z verzoma iz pesmi, ki je prebrana v 6 let starejšem Pasolinijevem kratkem filmu Skuta. Orson Welles jo tam prebere in pravi: Io sono una forza del passato, solo nella tradizione e il mio amore. Jaz sem sila preteklosti, samo v tradiciji je moja ljubezen. Take besede so v kontekstu, v katerem je Pasolini javno nastopal, zvenele precej škandalozno, kot tudi mnoge druge njegove izjave. Ker Pasolini, ki je videl v kapitalizmu poguben proces, ki uničuje človeštvo in svet, se je sicer zelo neortodoksno, eksplicitno navezoval na najmočnejše gibanje, ki je takrat obljubljalo, da bo premagalo kapitalizem, na komunistično gibanje. Tako poudarjanje tradicije, preteklosti, je bilo pa prej značilno za ljudi, ki so bili čisto na nasprotnem političnem polu. V Italiji navsezadnje o tradiciji kot metafizičnem principu največ pisal Julius Evola. Pasolini besede tradicija v nasprotju s takimi avtorji ni pisal z veliko začetnico, zato je pa z veliko začetnico napisal besedo preteklost. In to njegovo poudarjanje tradicije in preteklosti, ki ju v nasprotju s tradicionalisti ni povezoval z idealizirano sakralno oblastjo, ampak z nezgodovinskim podproletariatom, sotoproletariato, ki ga je vse življenje tako strašno fasciniral. To poudarjanje je mnogo njegove občudovalce rahlo begalo, ker se mi je zdelo nekako reakcionarno in nekako v nasprotju z njegovimi deklarirano revolucionarnimi stališči. Pasolini je pa ravno v tem momentu videl svojo revolucionarnost. Drugje je eksplicitno pisal la scandalosa forza rivoluzionaria del passato, škandalozna revolucionarna moč preteklosti. In večkrat je poudarjal tragiko mladih levičarjev, ki so se v imenu revolucionarnih vrednot borili proti starim življenjskim oblikam, v imenu nekega napredka in so s tem pravzaprav pomagali kapitalizmu, da se je prenovil. To je ena od pomembnih tem Pasolinija v poznem obdobju. In danes lahko seveda vidimo mnoge te Pasolinijeve uvide kot preroške. Če gledamo današnji globalni kapitalizem, vidimo, da njegova retorika postaje deklarativno vse bolj levičarska. In brisanje zadnjih odstankov preteklosti in tradicije v imenu totalne progresivnosti se danes dogaja v službi nove kapitalistične tehnološke revolucije, ki je videti še brutalnejša od vseh dosedanjih, ker na novo definira sam pojem sveta in človeškosti ali pa celo postčloveškosti. Pasolini pa ravno nikoli ni hotel biti progresiven, ampak je videl, da je sama ideja napredka ultimativna kapitalistična fantazma. Idejo, da svet napreduje proti nekemu idealnemu stanju, v katerem naj bi materialna blaginja in komfort izrinila iz človeške eksistence vso konfliktnost, to idejo je videl kot kapitalistično fantazmo par excellence in jo je videl tudi kot nekaj katastrofičnega, ker je uresničljiva samo za ceno izgube stika z resničnimi temeljmi življenja. In Pasolini je prav z telesno bolečino občutil, kako kapitalistični svet
izrinja iz sveta resničnost, govoril je o antropološki spremembi in tako naprej. Pasolini nikoli ni bil utopist, ampak je bil ravno nasprotno prepričan, da je treba človeštvo rešiti pred njegovimi lastnimi utopičnimi buržoaznimi sanjami, kot pravi v eni pesmi. Seveda ni bil prvi, ki je to tako videl, tako je na primer Nikolaj Berdjajev, ki se je zavedal, da je pri utopijah najhujše to, da se prav zlahka uresničijo, že pred skoraj 100 leti zapisal, citiram: "Besede bodo kmalu prejele svoj izvorni ontološki smisel, kmalu se bo vsem zastavilo vprašanje, ali je napredek resnično napredek, ali ni šlo pogosto za dovolj mračno nazadnjaštvo, usmerjeno proti smislu sveta, proti resničnim temeljem življenja." Konec citata. In Pasolini se v tem filmu Medeja, ki je bil posnet leta 1969, izrecno sprašuje, kaj so resnični temelji življenja, in v zvezi s tem v samem filmu nekajkrat doda refleksivne komentarje, in ravno ti komentarji pa samo še stopnjujejo radikalno dvoumnost filma. In takoj na začetku Kentaver Hiron govori malemu Jazonu besede, do katerih imam posebej odnos, ker sem jih nekoč dal za moto svojega doktorata celo, citiram: "Vse je sveto, vse je sveto, vse je sveto. Ničesar naravnega ni v naravi, otrok moj. Dobro si zapomni vse to. Ko se ti bo narava zdela naravna, bo vsega konec in začelo se bo nekaj drugega. Z Bogom nebo, z Bogom zemlja." Katastrofa se zgodi ravno s tem, ko popusti napetost in materialna realnost neha biti simbol neke sakralne realnosti, ampak postane samozadostna. Zato so za Pasolinija tudi vse utopije, ki težijo k samozadostnosti, tako katastrofične. In sam nikoli ne priklicuje utopije, ampak kot v naslovu svoje pesniške knjige Transhumanare organizar, priklicuje transhumanar, preseganje človeškega stanja, ki nima pa seveda nič opraviti z današnjim transhumanizmom, ampak je ravno njegovo največje nasprotje. Je nekaj, kar se zgodi Dantiju Alighieriu, ko se na svoji poti znajde v zemeljskem raju, in se prav s tem, ko se znajde v njem, v stiku z nečem, kar je narejeno posebej za človeka, se začne dvigati naden, kajti v zemeljskem raju bi bilo za človeka to, da se ne bi začel dvigati naden v še višje sfere, tako nenaravno, kot bi bilo, če na zemlji potoček ne bi tekel navzdol ali če bi človek ostal miren v živem ognju. Pasolini nikoli ne priklicuje pomiritve, vedno priklicuje živ ogenj, tudi zelo eksplicitno v tem filmu. V tem filmu Kentaver doda k tistim svojim besedam: "Vse je sveto, ampak svetost je tudi prekletstvo." Takoj, ko podaja svojo refleksijo v svetem, že vidimo, da je že zunaj svetega. In Pasolini poskuša v tem svojem filmu uprizoriti ravno preskok iz sveta tradicije v moderni svet in obenem njuno hkratno obstajanje. Tako kot na koncu tiste pesmi Io sono una forza del passato pravi, da je on sam modernejši od vseh modernih. Film Medeja zelo eksplicitno govori obenem o konfliktu in o skrivnostni povezanosti teh dveh svetov. Medejina tragedija je v tem filmu eksplicitno predstavljena kot tragedija ženske za arhaične davnine. Pasolini jo v nekem televizijskem intervjuju paradoksno poveže tudi s sotoproletariatom. V modernem racionalističnem svetu, ki ga uteleša Jazon, in za igralca njegove vloge je Pasolini izbral tedaj ikoničen lik znanega športnika, atleta Giuseppeja Gentileja. Sakralnost se, kot poudarja Kentaver, v resnici ves čas ohranja tudi v desakralizirani obliki, ampak v desakraliziranem svetu izbruhne kot katastrofa. Pasolini davnega medejnega sveta ne idealizira, ampak ga prikaže v vsej njegovi krutosti. To je svet žrtvovanj ljudi, krvavih raztelešenj, ampak prav kot tak ima neko srhljivo resničnost. In Medeja, kot o njej pripoveduje antični mit, v tem filmu brez najmanjšega pomisleka razseka svojega brata, meče kose njegovega trupla na cesto, da bi s tem malo zaustavila zasledovalce, ampak popadejo pa smrtna panika, ko vidi, da argonavti postavijo naselje, ne da bi označili sveto središče. To izgubo središča vidi kot duhovno katastrofo. O tej izgubi središča je Hans Zedelmajer napisal celo knjigo in tako naprej. In že sama pot argonavtov je v tem filmu videna kot neka vrste izguba središče in s tem seveda
tudi napoved, inauguracija modernosti in mimogrede, ni naključje, da najdemo prav v antični Senekovi tragediji Medeja izrecno napoved modernih geografskih odkritij, ki so jo dejansko imeli ob začetku dobe teh odkritij morjeplovci za svoje vodilo. O tem piše Karl Schmitt v knjigi Land und Meer. Skratka, kar je bilo resničnost, ni več resničnost, se dogaja v tem filmu. Pasolini je film kot medij, v katerega je vstopil v iskanju, kot pravi, jezika dejanja, življenja, ki reprezentira samo sebe, dojemal kot izražanje resničnosti z resničnostjo samo. To je po svoje paradoks, saj danes vidimo, kako prav ta fascinacija z prividnim svetom gibljivih podob igra ključno vlogo v izgubljanju resničnosti. Ampak Pasolini, ki se je zavedal momenta prividnosti, ki je navzoč v vsakem strukturiranju resničnosti, je hotel film popeljati onkraj prividnosti s tem, da bi ga spremenil v videnje nečesa, kar se prikaže. Kot pravi Kentaver, glej, kaj vidiš, mogoče nekaj naravnega, ne, kar vidiš je aparicione, tisto, kar se nam prikaže, tudi v viziji. In v tem filmu se nam prikaže tisto, kar Pasolini imenuje škandalozna revolucionarna sila preteklosti, kar on vidi kot to silo. Če je ta svet, kot se nam kaže v filmu, sestavljen iz povsem disparatnih elementov, to je bilo snemano v Turčiji in v Gradežu in v sirskem Alepu in v Camposantu v Pizi, še bolj disparatna je pa glasba, ki je uporabljena, perzijska, tibetanska, indijska, japonska, bolgarska in obenem zvoki škržatov, klici lastov, ki obujajo spet spomin na neko drugo antično zgodbo o umoru otrok. Če je ta svet sestavljen iz povsem disparatnih elementov, to ne pomeni, da gre za preprost brikolaž, brklarijo, ampak prej za ponazoritev ideje v neki skupni nadčasovni tradiciji, v odnosu do katere se različne pojavne oblike starih kultur kažejo kot simboli. Ampak vendar, ko gledamo ta film, se lahko vprašamo, ali je inscenacija tega sveta res zajela duha tradicije, ali gre bolj za neko fantazijo, ki je fascinirana z animaličnostjo, iracionalizmom, svetom mask in zamenjuje nezgodovinskost plemenskega življenja z neko izvornostjo. Pasolini je znal biti do lastnega pogleda izredno kritičen, svojo trilogijo življenja, v kateri je hotel uprizoriti čudovite sanje v preteklosti, je na koncu videl kot nekaj spodletelega, na koncu se je javno odrekel in je kot kontrast posnel svoj brutalni salo. Ampak tisto, kar je v filmu Medeja, onkraj vseh inscenacij davnine resnično čudežno in davno, je prezenca Marije Callas, ki je Medeja. Ona je čudež tega filma, ona je bistvo tega filma. Ta film časti njeno kraljevsko in obenem svečeniško, magično prezenco. Zaradi nje se ta film spreminja v resnično videnje. V Senekovi tragediji Medeja reče do Ilija Medeji, ki so v Korintu vsi proti njej, kako je ona ostala brez vseh in brez vsega. Medeja pa ji odvrne: Medea super est, hic mare et terras vides, ferrumque super est, et ignes et deos et fulmina. Medeja je ostala. V njej vidiš morje in dežele in železo je ostalo, meč je ostal in ogenj in bogovi in strele. Vse, kar je izgubljeno, je prisotno v njej sami. In mislim, da lahko prav to doživimo v tem filmu ob prezenci Marije Callas. V njej je prisotno vse tisto, o čemer ta film govori kot izgubljenem. Ves tisti izgubljeni davni svet in njo vidimo kot boginjo tega davnega izgubljenega sveta. In celo njen zadnji krik, zdaj ni nič več mogoče, lahko začutimo kot stik z živim ognjem. In vse tisto, kar poskuša ta film inscenirati kot svet davnine, je pravzaprav samo moderen poskus imitacije ob resnično davni, nadčasovni prezenci Marije Callas. To je v resnici film o Mariji Callas. Lahko rečemo, da je to film samo o njej, o njeni tragediji, o njenem trpljenju. In prav s tem ta film govori o tragediji vsega davnega sveta, ki se znajde tragično nerazumljen in strašen in strašno lep v modernem svetu. In ko so Marijo Callas v televizijskem intervjuju vprašali, kako ona vidi ta svoj filmski lik, ki je bil, kot smo slišali, tudi njena edina neoperna vloga v življenju, je odgovorila samo kot Medejo.
Hvala. Thank you.